tema sama se zdi, kot da nas odmika nekam v hermetične višave, naštevanja suhih zgodovinskih dejstev, ki pa z likom in delom doktorja Lamberta Ehrlicha, razen tega, da je bil možakar pač žrtev političnega umora, nimajo pretesne zveze. Pa vendar videz vara. Kajti to, da je bil dr. Lambert Ehrlich žrtev političnega umora, je bistvena določnica vseh poznejših videnj njegove osebe in njegovega delovanja. V bistvu sploh ni pomembno, kaj je v življenju počel, za večinsko sodbo zgodovine o njem je odločilno, da je bil ubit kot tarča političnega napada. Tako politični umor v njegovi viti ni nekaj takega, kot je Pilat v veroizpovedi, ampak je nekaj bistvenega. In zato je kljub temu pomembno pogledati, kaj politični umor v zgodovini pomeni in kaj so njegove bistvene značilnosti. V znanem hollywoodskem filmu Gladiator, ki se bo zgodovinarjevemu očesu pogosto zdel naravnost pogrošen, je zanimiva scena. V njej eden od sogladiatorjev glavnega junaka filma Gladiatorja Maksima izreče pomenljivo misel. Maksim, imaš veliko ime, če te bo Komod, to je zlobni cesar iz filma, hotel ubiti, bo moral najprej ubiti tvoje ime. In res, zgodovina priča, da je politični umor v resnici uspešen takrat, kadar ne pade samo njegova žrtev, ampak prej ali takoj potem pade tudi žrtvino ime. Žal je treba ugotoviti, da se je v Ehrlichovem primeru streli narodnega heroja Franza Stadlerja in Kamila Kratochwila posrečilo oboje. Po dokaze za to pa ni treba iti tako daleč, kot bi si mislili. Tednik Mladina je pred 10 leti, ko je Teološka fakulteta odkrila Ehrlichu manjši kip, ravno današnji dan, se mi zdi, objavil o tem prispevek. Avtor Jure Aleksić se je vsaj na videz trudil za nekakšno objektivnost, čeprav je že z izbiro naslova prispevka izdajalec ali heroj nevsiljivo nakazal, kam cilja njegova misel o Ehrlichu. Ampak vse, kar tam piše, ni najzanimivejše. Zanimivo postane, ko Aleksić o Ehrlichu pobara ljubljanskega nadškofa, metropolita takratnega doktorja Franca Rodeta, ki je kip blagoslovil. In nadškof na vprašanje o Ehrlichu, seveda Aleksić operira predvsem z njegovo spomenico Italijanom 1. aprila 1942, ki je bila že velikokrat omenjena in za katero se vidi, da je ni prebral. Ampak nadškof vseeno odgovori zelo pitijsko. Na to vprašanje ne morem odgovoriti, ker temu problemu še nisem prišel do konca. In pozneje nadaljuje, poznam obe interpretaciji, a si lastnega trdnega mnenja še nisem uspel ustvariti. Konec citata. Potem se očitno zave, kaj je pravzaprav rekel in pribije, partijskim zgodovinarjem seveda ne verjamem prav nič. Toda kljub temu dostavku, ki je nekako na silo nalepljena na nadškofovo izjavo, je slika jasnejša, kot bi si želeli, da bi bila. 26. maj 1942,
očitno je deloval še 26. maja 2002 in menim, da tudi 26. maja 2012 ni nič drugače. Toda že Pridigar nas je poučil, da kar je bilo, bo spet, kar se je zgodilo, se bo spet zgodilo. Kaj je, o čemer bi se reklo, glej, to je novo. Bilo je že zdavnaj, v vekih, ki so bili pred nami. In res, že ob prvem širše znanem političnem umoru v zgodovini zahodne civilizacije, ki je prešel v splošno zavest, pri atentatu na sinova atenskega tirana Pejzistrata, Hipija in Hiparka med panatenajskimi slovesnostmi leta 514 pred Kristusom se srečamo s podobnim problemom, kot ob umoru Lamberta Ehrlicha. Sreča je, da ta atentat mimogrede pravzaprav, ko govori o tem, da si Atenci svobode niso zagotovili sami, ampak so jim jo pravzaprav prinesli Lakedajmonci, Spartanci, ki so zdaj njihovi sovražniki, da o tem govori atenski zgodovinar Peloponeške vojne Tukidid. Zadeva omenja na dveh mestih, najprej v prvi knjigi, kjer govori o tem, kako ljudje lahko verno sprejemajo vse, kar slišijo ali preberejo, pa sploh ne pogledajo, ali je bilo res tako. Drugič obširneje pa v 6. knjigi Peloponeške vojne. Njegovo spraševanje se začne ob ugotovitvi, da večina ljudi šteje za glavnega tirana in Pejzistratovega naslednika, njegovega mlajšega sina Hiparha. Tukidid pa misli, da je to pravzaprav starejši sin Hipija, saj se mu zdi to veliko bolj logično. In ta veliki atenski zgodovinar je dovolj vesten, da pride zadevi do dna in ugotovi, zakaj v njegovem času večina šteje mlajšega brata Hiparha za vele tirana, ne pa njegovega brata Hipija, ki je v resnici imel v rokah škarje in platno. In v 55. poglavju 6. knjige Peloponeške vojne preberemo: Hiparhova žalostna usoda, zaradi katere je postal slaven, ga je v očeh zanamcev hkrati naredila za tirana. Hipija je namreč atentat preživel. Atentatorjema, za katera Tukidid ravno tako pravi, da sploh nista imela političnih namenov, ko sta ubijala domnevna tirana, pa sta uspela ubiti njegovega mlajšega brata Hiparha. In ker je bil Hiparh žrtev umora, se je zdelo poznejšim generacijam logično, da je bil on tudi vele tiran. In v bistvu je zaradi tega, ker je bil Hiparh ubit, tudi beseda tiran pridobila tisti pomen, ki ga ima še danes, medtem ko prej v grški kulturi pravzaprav ni imela pretirano slabšalnega pomena. Tako se že ob dejanju ljubimcev Harmodija in Aristogejtona leta 514 pred Kristusom srečamo z ravno isto stvarjo kot pri umoru doktorja Lamberta Ehrlicha. Umor postane dokaz o krivdi, kar je seveda ravno obratno sklepanje, kot bi ga pričakovali in kot bi bilo logično, ampak to, da je nekdo ubit, dokazuje, da je že nekaj zagrešil. Tudi v drugem znanem antičnem političnem umoru Gaja Julija Cezarja, so se zarotniki zavedali pomena ubijanja imena hkrati z žrtvijo. Zato
Plutarh v svojem življenjepisu vodilnega zarotnika Bruta opozarja, da so se drugi zarotniki bili pripravljeni zarote udeležiti samo pod pogojem, da jo bo vodil Brut. Zdelo se jim je namreč, da za uspeh akcije nista potrebna sila ali drznost, te so imeli dovolj, marveč ugled moža, kot je on, saj bo šele njegovo sodelovanje potrdilo pravičnost boja žrtve, ki je imela med Rimljani veliko privržencev. Seveda so bili zarotniki in morilci Julija Cezarja manj uspešni kot Harmodij in Aristogeiton, ki sta vred s tiranom Hiparhom ubila tudi njegovo ime, saj je ocena poznejših rodov o Cezarju precej mešana. Vemo denimo, da je na Zahodu na splošno prevladujoča tista, ki jo je zakoličil Dante, ko je morilca Julija Cezarja, Bruta in Cassija, ki sta se sama razglašala sicer za liberatores, za osvoboditelja, postavil prav na dno pekla tik ob bok Judi Iškariotu kot izdajalca in morilca dobrotnika. Vendar je potem po drugi strani že Shakespearova vizija v njegovi tragediji Julij Cezar bolj uravnotežena. Gotovo je na pomembno vlogo, ki so jo nosilci tako imenovanega osvobodilnega gibanja in revolucije med vojno pripisovali političnim umorom, navsezadnje vplivala tudi uveljavljena teorija, da je tirana dovoljeno ubiti, ki se je vse skozi pravzaprav napajala pri tem pionirskem dejanju ljubimcev Harmodija in Aristogeitona. Prevzeli pa so jo tudi kristjani. In tako imamo pri številnih krščanskih političnih mislecih tudi opravičevanje umora tirana. Zelo znan primer iz obdobja verskih vojn, ko se ta teorija prelije v prakso, je umor nizozemskega namestnika Viljema Oranskega, bolj znanega kot Viljem Molčeči. Leta 1584 ga je v premišljeni zaroti, ki so jo odobrili jezuiti in takratni kraljevi upravitelj nizozemske parmski vojvoda, Viljema Oranskega ubil francoski katoličan Baltazar Gerard. Seveda je dogodek zbudil na Nizozemskem ravno nasproten učinek od tistega, kot ga je zbudil umor Hiparha v Atenah 2000 let prej. Saj je Viljem Oranski pravzaprav šele s tem napredoval v nizozemskega narodnega junaka, pesem o njem pa je v leta 1932 celo nizozemska državna himna. Tudi v Rimu so očitno spoznali, da si s tem dejanjem niso naredili velike usluge, saj so kljub temu, da je bil Viljem Oranski po njihovih kriterijih krivoverec in eden od protagonistov ikonoklazma na Nizozemskem v letu 1566, zavrnili prošnjo apostolskega vikarja Nizozemske, da bi sprožili postopek za beatifikacijo in kanonizacijo morilca Viljema Oranskega. Če se potem preselimo še v sodobno zgodovino, v 20. stoletje, je vredno opozoriti najprej na dva politična umora dveh odločilnih politikov. Najprej leta 1966 na umor
južnoafriškega ministrskega predsednika Henrika Frencha Verwoerda, ki je bil poglavitni arhitekt apartheida in ga je iz nedocela pojasnenih nagibov v parlamentu v Cape Townu ubil priseljenec iz Mozambika, ki je bil očitno nezadovoljen z rasno politiko Južnoafriške republike, saj je bil njegov oče sicer Grk, njegova mati pa je bila iz Mozambika, zaradi česar so ga v rasnem registru vodili kot mešanca. Verwoerd, ki je leta 1960 že preživel atentat, je ravno tako med afrikanersko, takrat vladajočo skupnostjo v Južnoafriški republiki napredoval v narodnega junaka, tako kot je že prej po prvem atentatu dobil pridih, kot da je božji maziljenec, ker je atentat preživel. Zanimivo je, da se je sicer po koncu apartheida pogled na ta atentat spremenil, veliko privržencev je dobil tudi atentator, vendar nove oblasti vseeno niso šle tako daleč, da bi ga izpustile iz zapora in je leta 1999 v zaporu umrl. Šele leta 2004 pa so iz parlamenta v Cape Townu odstranili okrvavljeno preprogo, na kateri je ležalo Verwoerdovo truplo takoj po atentatu. Treba je tudi reči, da za razliko od umora Cezarja ali pa umora Hiparha, Verwoerdova smrt tudi ni imela nobenih posledic za politični razvoj v Južnoafriški republiki, ampak je njegov naslednik Vorster prešel na business as usual. Gotovo politično usodnejši pa je bil umor 7 let pozneje, ki je zadel španskega premierja, predzadnjega španskega premierja v času diktature Francisca Franca, Luisa Carrera Blanca, ki pa je bil verjetno edini iz Frankovega ožjega kroga, bi bil sposoben peljati tranzicijo bolj po željah frankistov, kot se je to potem zgodilo po letu 1975, ko se je tudi kralj Juan Carlos izrazito zavzel za demokratične reforme. V tem smislu je umor premierja Blanca dosegel svoj cilj, vendar ker je španska javnost glede frankistične dediščine podobno razcepljena, kot je slovenska glede komunistične, seveda morilci Carrera Blanca ne uživajo vsesplošnega priznanja, posebej zato ne, ker ga je ubila baskovska teroristična organizacija ETA, ki pa je Špancem, ne glede na politično prepričanje, v osrednjih pokrajinah trn v peti že nasploh. Končno, iz čisto sodobne zgodovine je treba omeniti val političnih umorov, ki morda še najbolj spominjajo na to, kar se je zgodilo Lambertu Ehrlichu in drugim, ki so padli pod vosovskimi streli. Gre za serijo umorov v majhni in stiskani državi Libanon, ki je bila ob svoji ustanovitvi zamišljena kot nekakšna krščanska oaza sredi Bližnjega vzhoda, vendar se je ta slika do danes že precej porušila in lahko rečemo, da politični umori tam igrajo odločilno vlogo v političnem življenju. Začelo se je pravzaprav že leta 1978, ko je v medkrščanskem, torej v obračunu med dvema krščanskima milicama padel Toni Franžeh, sin nekdanjega libanonskega predsednika Sulejmana Franžeha, in v tem pravzaprav večina današnjih zgodovinarjev vidi vzrok tako za krščanski poraz v državljanski vojni, ki se je končala potem leta 90, in pa za postopen zaton dominacije krščanske skupnosti v Libanonu, ker se to
sovraštvo, ki je s tem brutalnim atentatom, v katerem so ubili ne samo Franžeha kot vodjo milice svojega očeta, ampak tudi vso družino, ki je bila takrat z njim v hiši, se pravzaprav to sovraštvo med kristjani ni nikoli pomirilo. V najnovejšem času pa se je poskušalo s političnimi umori celo vplivati na rezultat predsedniških volitev oziroma na izbiro libanonskega predsednika, saj je jasno, da so pred temi predsedniškimi volitvami načrtno v seriji političnih umorov ubijali krščanske poslance, ki so nasprotovali sirskemu vplivu v Libanonu. Rezultat je bil potem seveda ta, da je bil za predsednika izvoljen kompromisni kandidat, ki pa je bil dejansko bližje Siriji, kot bi si večina kristjanov v Libanonu to želela. Tako torej politični umori še danes potekajo v glavnem po tistih tirnicah, kot so že v časih, ki jih opisuje Tukidid. Vendar lahko rečemo, da se je Tukididovski scenarij povezan s domnevnim tiranom Hiparhom v Sloveniji uresničil na zelo šolski način. Dejstvo, da so bili žrtve političnega umora, namreč ni zaznamovalo samo poznejšega dojemanja Lamberta Ehrlicha, ampak tudi drugih žrtev, kot so recimo Jaroslav Kikel ali Lojze Grozde. In to ne samo v najširši javnosti, ampak tudi znotraj katoliške skupnosti. Zato verjetno ni mogoče dovolj ceniti in preceniti pomena simbolne geste, ki si jo je upala narediti rimsko-katoliška cerkev, ko je pred 2 letoma na oltar postavila blaženega Alojzija Grozdeta. Tu zdaj ne govorim toliko o teoloških vidikih njegove kanonizacije, ampak o simbolnem pomenu. Kajti javno priznanje si je drznila dati nekomu, ki je bil žrtev političnega umora in ki je bil torej po večinskem mnenju tudi katoličanov že nečesa kriv, če so ga zmagovalci, poznejši zmagovalci, ubili. In s tem se je pravzaprav na neki simbolni način ta urok presekal. Po drugi strani pa že omenjena nadškofova izjava iz leta 2002 kaže, da je pot do tega, ko samo dejstvo, da je bil nekdo žrtev političnega umora, še ne pomeni razsodbe o njegovi krivdi, še zelo dolga. To pa tudi zato, ker ko mislimo na Ehrlichov umor, seveda ne moremo mimo Kocbekovih dnevniških zapiskov, ki jih je izčrpno citirala že dr. Griserjeva, zato tega zdaj ne bi ponavljal. Ampak ta vodilni, globoki teolog partizanstva se v svojem znanem slogu spet tudi na teh mestih v dnevniškem zapisu 28. maja 1942 zateka k zanj značilnemu ekstatičnemu larpurlatizmu, s katerim pa dejansko z veliko besedami prikrije zelo profano sporočilo svojih vrstic. In tu si vseeno ne morem kaj, da se ne bi začudil razliki, ki tudi znotraj katoliške skupnosti spremlja obravnavo teh dveh, lahko bi rekli,
nasprotnikov, ki sta vsak svojo karizmo pred vojno se borila za srce katoliške mladine, s čimer seveda ni bilo nič narobe. Ampak vseeno je Kocbek, ne glede na to, da kakorkoli obračaš te vrstice, ki jih je zapisal o Ehrlichu, lahko jih bereš 30krat, 100krat, pa ne boš našel v njih neke rešilne bilke, ki bi lahko opravičile te vrstice, je Kocbek še vedno salonski lev tudi za katoličane, medtem ko je Ehrlich zaradi umora, ki ga je zaznamoval, še vedno potisnjen na pol v ilegalo, tudi v katoliških krogih. In tu, glede na to, da je katoliška skupnost videla, kaj se je zgodilo, da je v prvem trenutku po atentatu tudi reagirala tako, kot bi pričakovali, s pomočjo robcev v kri, s polaganjem cvetja, in da je torej vedela, kaj se je zgodilo, je čudno in težko razumljivo, da je potem prevladala Kocbekova vizija. Verjetno zato, ker je vladal strah, ker je vladala nuja, pa tudi zato, ker je bila bolj udobna. Ampak ne morem si kaj, da ne bi rekel, da je ob odnosu do doktorja Lamberta Ehrlicha ni padel na izpitu samo slovenski narod, kar je treba upoštevati, ko govorimo o njem kot o zdravem in poštenem narodu, ampak je v veliki meri padla tudi katoliška skupnost na Slovenskem. Hvala lepa.